zdaj razumeli zmaje v celoti in da se boš še bolj zaljubila v njih, je zelo dobro, da ti povem zgodbo zmajev. Rada bi, da jo dobro razumeš, da dobro razumeš zgodovino, zaradi tega, ker je zelo posebna. Nekatere stvari verjamem, da že veš, si mogoče slišala, nekatere pa seveda tudi ne. Okay? Tako da pojmo čisto od začetka, pojmo toliko daleč, pojmo Kangali, pojmo krojstvu Zemlje, pojmo celo tako daleč. Mi vemo, da je Zemlja kot planet nekje nastala seveda prvič. Kakorkoli se je energijsko oblikovala, dobila potem strukturo, kogarkoli se znanost je potem, razumeš, borila s tem, kako je to v resnici šlo. A veš, kdo je bil prvi, kaj se je prvič naredil, kje se je to prvič naredil, zakaj se je prvič naredil, je dejstvo, da mi vemo, da vse skupaj prihaja in se rojeva najprej v energijskem svetu. Ampak vse, kar se v neki energiji najprej rodi, dobi potem tudi fizično strukturo. In to fizično strukturo je nekdo oblikoval prvič in ni se zgodila kar sama od sebe. Oblikovanje neke civilizacije, nekega planeta je blazno odgovorna naloga. To je tako, kot res, a veš, tako, kot ne vem, ko sestavljaš Lego kocke in zdaj, če malo, ne vem, ene 3 kose legic malo tako po svoje nekam vržeš, razumeš, ne bo podoba glih ta prava in ne bo to. No, in te legice, planetarne legice jim lahko rečemo, so se seveda sestavljale tudi v našem osnovnem nastanku. In kar nas definitivno učijo zmajeva učenja, kanaliziranje zmajev in tako dalje, pa tudi zgodovina je to zapisala in že uspela ugotoviti je, da ko je prišlo do samega rojstva Zemlje in je nastal ta naš preljubi planet, so bili zraven pri tem rojstvu prisotni tudi zmaji. Pa ne samo to, ogromno biti, ogromno civilizacij, a veš, ogromno tudi teh zvezdnacih civilizacij je bilo prisotnih. To je bilo eno tako veliko, veš, ekipno delo, zato da je Zemlja kot civilizacija, kot nov poligon za izkušanje duš, kamor bojo potem hodile v inkarnacijo. To je bilo res tak velik projekt in ogromno teh biti je bilo prisotnih. In vsako izmed teh biti je pač nosilc neke svoje manifestacijske strukture v gradnji pač nekega planeta. Ampak, če konkretno pogledamo zmaje, kar sem ti tudi uspela v tvojo skripto, kar obsežna je, ne, sem ti uspela napisati, je, oni so tisti, ki so naredili jedro. Oni so tisti, kar je osnova vsega, kar drži skupaj, tako ti bom rekla. Zmaji so tisti, ki so oblikovali, a veš to, ognjeno tekoče železo, ki se nahaja v centru Zemlje. Temu centru, temu jedru rečemo zmajevo jedro. Čisti ogenj, čista lava, a razumeš, čista, žareča, tekoča energija in masa. Zmaji, ne? To so oblikovali zmaji. In oni so naredili center. Si predstavljaš? In to jedro nam predstavlja tudi magnetno polje Zemlje, ki vse skupaj drži. Vem, da sem enkrat brala, čeprav jaz mislim, da se tega ne rabimo bati, ampak brala sem, da se recimo znanstveniki ful bojijo, kaj bi se zgodilo, recimo, če bi magnetno polje se kar naenkrat obrnilo. Razumeš? In potem mi ne bi imeli več zaščite pred vsemi plini in z vsem iz vesolja in ne bi imeli zaščite in potem bi vse skupaj, saj vemo kam, cugrunt bi šlo. A ne? Torej, če to jedro ustvarja magnetno polje Zemlje in je magnetno polje zaščita Zemlje, ki nas varuje pred uničenjem, predvsem, kar bi bilo za nas strupenega, smrtonosnega, rečete temu kakorkoli čte, nam je od nekdaj jasen, kaj je naloga zmajev. Če so oni ustvarjali jedro zaščite, ki vse skupaj drži, potem smo vedno vedeli, kaj so zmaji v osnovi.
kljub temu, da veliko nalog opravljajo, ampak v osnovi in predvsem za ta planet in za vse, kar hodimo po tej ljubi zemljici. In se nikoli ne sprašujemo, ali se bo magnetno polje okoli obrnilo, štekaš, se ne rabimo. To so zaščitniki, to so bitja, ki nas najbolj divje varujejo. A to pomeni, angeli so manj učinkoviti? Ne. Pravim pa, da zmaji konkretno kot zelo močni, visokodimenzionalni zaščitniki, vodniki so za zemljo ključni, prav za zemljo. Oni so tisti, ki so ustvarili njen kor. In to, a veš, je nekaj, kar bi vsi ljudje mogli vedeti. Torej, če ti delaš z zmaji, imaš ti dostop do jedra vsega, do zaščite tvoje inkarnacije na vseh nivojih. Zakaj se o zmajih pol toliko ne govori? Zakaj so angeli dovoljeni, ko pa nekomu rečeš zmaj, ali pa magija, no, to tudi, a veš. Zakaj? Zato, ker se zmaje ne razume. Ampak te bom naučila tudi tega, ki je do tega nerazumevanja prišlo. Ampak oni so tisti, ki so naredili kor in so tisti, razumeš, ki skrbijo za ta manifestacijski magnet na planetu Zemlja. In oni so konkretno, seveda, hodijo tudi po drugih civilizacijah, ampak na Zemlji so neverjetno in jaz mislim, da najbolj nekako prisotni. Angeli prihajajo iz vseh vetrov, iz vseh možnih zvezd, iz vseh možnih civilizacij. In angeli so tako visokodimenzionalna bitja, da včasih, ko se ta Zemlja, bodimo iskreni, ne sreča glih vedno z samo sijočimi in pozitivnimi energijami, znajo tudi kakšne bolj sive energije se sprehajati po našem polju in so angeli previsoka frekvenca in nas ne morejo doseči zaradi tega, ker kolektivno z zavestjo to pademo. In mi, ne da angeli nočijo, ne morejo, ker mi zakonom svobodne volje v enem danem trenutku nismo z angeli kompatibilni. Takrat imajo ljudje občutek, angeli me ne poslušajo, angele sem prosila za pomoč, ampak se nič ne zgodi. Zaradi tega, ker razumeš, se te dve frekvence ne poklopta. Ko bi ljudje samo v unem trenutku vedeli, da so zmaji pa tisti, ki ustvarjajo v takem primeru most med človekom, med zemeljsko zavesjo in angeli. Zato boste tokrat videli podobo zmajev pa angelov skupaj, zato ker direktno sodelujejo. Angeli pa zmaji, meni so to tako, kakor da bi rekel, duša dvojčica. A veš, da imaš dušo dvojčico? Meni je to tako ista stvar. Oni toliko zelo skupaj delajo. In dostikrat rečemo tudi pogovorno med nami, da so zmaji zaščitniki angelov. Ok, alo ljudje, sej zmaji, a veš, mislim, angeli ne rabijo nekoga, da jih ščiti. Ne gre se za direktno zaščito, a veš, ne gre se za to, da reče angel Mihael, danes sem malo depresiven, nekaj mi ni v redu, a veš, rabim nekega zmaja, da me zaščiti pred tem. Absolutno se to ne dogaja. Ampak včasih Zemlja zna zelo močno zanihati in znajo biti te kolektivni paci absolutno močni. In takrat se jih čuti tam po celem svetu živčnost, po celem svetu ali neke naravne katastrofe, cel svet, razumeš, vibrira. In takrat angeli, njihovo polje prisotnosti je tukaj, ampak nas ne more doseči. Zmaji so sposobni zaradi tega, ker so ustvarjalci tega jedra, pa tako naprej, potovati med nizkimi dimenzijami, priti do angelov in jim spucati pot, zato da lahko pridejo do nas. Se zavedamo, koliko zelo pomembni so zmaji pol. Njim pa ni problem tudi se sprehoditi čez nižje frekvence, zato da jih umikajo. A veš? In angelom naredijo pot. In nam naredijo pot do angelov. Zato zmaji in angeli in tudi te podobe, ki jih vidite, pa tako naprej, zato toliko z roko v roki. Zato toliko z roko v roki. Zaradi tega, ker zmaji ustvarjajo pot. In če recimo se ustvarja kakršnakoli negativa
v magnetnem polju Zemlje, kar je pa tudi manifestacijsko polje, so zmaji tisti, ki to upravljajo. In oni lahko grejo noter v to polje in lahko rečejo, opa, preveč si vine, odprejo portale, povabijo noter svetlobo in angele, zato da se stvar zbalansira, zato da ne začne to toliko padati, da se ne poberemo več iz nekih težkih in negativnih stvari. Zato je Zemlja ves čas zgodovina, ki jo gledaš, je pač taka, kot srčni utrip. Se srčni utrip nam vse pove v smislu gor in dol, gor in dol, gor in dol, gor in dol. Ampak zmaji so tisti, ki poskrbijo, da ta gor obstaja. Seveda je pa to tudi planet izkušanja, kjer ljudje tudi preko padcev pač doživljamo potem svoje vzpone, svetlobo, razsvetljenje, karkoli že ljudje želijo. Ampak hočem ti predstaviti v bistvu, kaj to pomeni, da je v bistvu zmajeva energija mora biti razumljena in moramo v osnovi vedeti, s čim imamo opravka in zakaj hoče vsak delati za zmaji. Če si fizično bitje na tem planetu in po njemu hodiš, na tebe bo vedno vplivalo magnetno polje, na tebe bo vedno vplivalo tudi kolektivno manifestacijsko polje. Pika in zaključeno. Delo za zmaji ti omogoča, da je to polje varno. Slovenija konkretno je načrtno rekla, da hoče delati zmaji. Ko se je naredil Zmajski most in ko se je mesto Ljubljana samo, če smo že pri tem, oklicalo za zmajevo mesto, kao za turiste, kao, a ne, zakaj glih zmaji, trenutek moraš vedeti, tudi če se je nekdo kao rekel, ja, to bomo naredili, da bo privlačno turistom, da bo neka mističnost, ne vem kaj, tisti trenutek, ko je padla v preteklosti ta odločitev, je Slovenija zavzela pozicijo, da hoče delati zmaji. Tisti trenutek, ko ti priješ recimo k nam na letališče Ljubljana in greš čez, ne vem, na trgovine, karkoli že so in vidiš same zmaje tam noter, kot našo nacionalno maskoto, potem veš, da Slovenija se ima absolutno za zelo močno zmajevo točko. Mi smo zmaje povabili sem. Zato jaz vedno rečem, kad Slovenci, ja, jaz se pa bojim zmajev, pa jaz tega nočem, pa ne govorim o tem, rečem, mi smo to zbrali. Mi smo šli v inkarnacijo, nekam, kjer smo se oklicali za zmajevo mesto in smo načrtno rekli, tukaj bomo nosilci zmajeve zavesti s tem zmajevih portalov. Jaz mislim, da bi vsak Slovenc mogel to vedeti. In se zaveda, koliko lepih stvari prinašajo zmaji. Ampak najprej moramo zaradi tega umakniti mite o tem, kdo so zmaji. Če recimo pogledamo potem, ok, se je zgodila Angala, se je zgodilo rojstvo, zadeva je tekla naprej, evolucija je tekla naprej, kakor je tekla, to sami vemo, kako je tekla. Vse te prve civilizacije, čista prve in vse velike, bogate, ne vem, dinastije in tako naprej, so od nekdaj govorile o zmajih. Ni bilo močne civilizacije, kjer ni bilo zraven prisotnih zmajev. In če gremo gledati vse civilizacije in vse narodnosti in vse države, ki še danes častijo zmaje, imajo zmaje na zastavah in ne vem kaj še vse, so najmočnejše. Po uspehu, po moči in tako naprej. Vsi vladarji, vsi, ki so hoteli kadarkoli, vse veš, kako je bilo včasih, pa so bile vojne, pa so hoteli zmagovati, pa tako naprej. Vsi so vedno na pomoč klicali zmaje. Zmaji so bili tako, kakor je pol nekje za določene ljudi postalo pač neko sveto pismo. Ne, da imam karkoli proti, hočem povedati, kdo je bil prvi. A veš, kaj hočem reči, ne? Zmaji so bili toliko sveti. In zmaji, a veš, vprašanje je, kdaj so pristali v pravljicah? Zakaj so pristali v pravljicah? Nič ni narobe, da so v pravljicah, zato ker otroke moramo učiti o zmajih. Ampak zakaj so postala pravljična bitja? Ker ni nič narobe, če so tudi pravljična bitja, ampak niso samo pravljična bitja. So več kot resnični, več kot obstajajo in zmaji imajo izjemno energijo. Oni so za nas vse, tako res. Nič manj pomembni niso od angelov. Upamo, da bomo s takimi vsebinami pa s takimi učenji nekako razširili te informacije, ampak vsak, ki bi šel
zgodovino raziskovati je bilo, zmaji so pomagali, zmaji so rešili. A veš, čarodeji so delali za zmaji, vsi, ki so delali v duhovnosti, so delali zmaji, vsi šamani so delali zmaji, vso so bili prisotni zmaji. Kjer se je učilo o duhovnosti, prisotni so bili zmaji. Kjer se je učilo o manifestaciji, prisotni so bili zmaji. Kjer se je učilo o energijskem varovanju, prisotni so bili zmaji. Kjer se je učilo o bogastvu, prisotni so bili zmaji. Povsod so bili zraven zmaji. Wow, kako izjemno, a ne? In tudi recimo ime, torej osnovno ime, ki se je prizemljilo zmajev, je Draco. Draco, kar v prevodu pomeni varovati. To sem ti napisala. Torej iz grške besede vse skupaj izhaja. Pomeni varovati, a ne paziti. Okay? In če gremo gledati zgodovino in te zapise, ki jih najdemo potem tudi naprej o samih zmajih, ugotovimo, da so oni tudi tisti, ki so prinesli konkretno Atlantisu, ko je bila Atlantida še na zemlji, so ji prinesli kristale. Aha, zdaj smo pa spet pri tem. Aha, zmajevo jedro je v notranjosti zemlje, absolutna moč. Kje se nahajajo kristali? Zakaj jih imajo ljudje toliko radi? Zakaj vsi čutijo, da imajo neverjetno moč? Kje so zakopani? Razumeš? In zmaji so bili tisti, ki so prvi predali Atlantisu kristale, zavedanje o kristalih in kakšno moč nosijo. In obstaja ena krasna risanka Raja in poslednji zmaj. So točno te stvari, poglej si jo, res jo poglej, točno te stvari noter prikazane. Točno ta, pusti malo v pravlično obliko zapakiran, ampak točno ta princip. Ta zdravilna moč, ki so dali v kamen, v kristal. Legende sicer pravijo, a ne, da ko se je pol Atlantis umaknil, da so določeni zelo močni kristali popadali v Bermudski trikotnik in da je zato ta Bermudski trikotnik v bistvu toliko nenavaden in toliko zbuja v ljudem, se ne vemo, kaj jim zbuja, ne? In pravi, da jih še tam danes varujejo vodni zmaji in čakajo v bistvu cilj Atlantide, ne še za časa naše inkarnacije, ampak na dolgi rok, da bo Atlantida ponovno vstala, da se bo ta zavest vrnila na planet Zemlja. In jaz verjamem, da take kristali obstajajo in da jih zmaji varujejo in verjamem, da se zadnji definitivno čaka obdobje, ker se bo to zgodilo, a ne? In zmaji so tudi tisti, ki prihajajo v osnovi iz Atlantisa. Njihova prvič zavest se je rodila v Atlantisu. A ne? Atlantida, močna civilizacija, predvsem zaščitniška civilizacija. Oni niso, veš, kot ti piškotki, pikati z nosa, vse v redu. Oni so bojevniki. Oni so napredna zavest in seveda zmaji in vsa ostala odločna bitja pripadajo Atlantisu. Enako je torej tudi s temi našimi zmaji. In to so v resnici zmaji. Katerakoli druga prikrojena informacija o njih je samo zato, ker ljudje v preteklosti niso hoteli, da bi imeli dostop do manifestacijske kode, do te popolne svetlobe. Bolj ko je človek prestrašen, bolj ko je človek nemočen, lažje se ga ukrivlja po svoje. Nekdo, ki nosi v sebi zmajevo zavest, se ga ne da. Zato vsakemu posamezniku prvoščam, da v sebi aktivira zmajevo zavest. Zaradi tega smo prišli na ta planet. In to so zmaji.